Spoštovane obiskovalke in obiskovalci znanstvenih večerov, danes mi je v veliko čast, da imamo med nami za današnjega predavatelja profesor dr. Pejovnika. Dovolite par besed, verjamem, da ga vsi poznate, ampak mogoče za malce osvežitev spomina oziroma za tiste, ki ste mlajši. Profesor Pejovnik je študiral kemijo na Univerzi v Ljubljani in je leta 1978, če se ne motim, pridobil doktorski naziv. Svojo raziskovalno kariero je posvetil kemiji materialov in dosegel mednarodni ugled. Je avtor ali soavtor več kot 200 recenziranih publikacij v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah. Kot gostujoči profesor je imel mnogo predavanj na konferencah in na tujih univerzah in obiskoval v času svoje aktivne kariere, je obiskoval različne laboratorije v mnogih evropskih državah, ZDA in na Japonskem. Po vsem svetu je predsedoval sejam na konferencah o sintranju, raziskavah materialov, stereologiji in raziskavah akumulatorjev. Svojo akademsko kariero, se pravi kariero profesorja in univerzitetnega učitelja, je začel leta 1978 kot docent za anorgansko-kemijsko tehnologijo. Od leta 1989 dalje pa je profesor za področje materialov in inženiringa na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Profesor Pejovnik je eden vidnejših osebnosti na področju znanosti in visokega šolstva v Sloveniji. Najbrž se ga spomnite, od leta 1982 do 1999 je bil direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani. Od leta 2000 pa do 2003 je bil v bolj političnih vodah, državni sekretar na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Od leta 2005 do 2009 pa dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Od oktobra 2010 je rektor Univerze v Ljubljani. Profesor Pejovnik se je poleg z raziskovalnim delom ukvarjal tudi z znanstvenimi politikami, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ter prenosu tehnologij iz akademskega okolja v prakso. Današnje predavanje sodi bolj v ta drugi del. Mogoče ste pričakovali, da nam bo to pot predaval o kemiji, vendar bo danes delil njegove bogate izkušnje z nami na področju izzivov znanja. Izvoli. Hvala lepa, Danilo. Z velikim veseljem sem sprejel vabilo, da pridem na obisk Univerze v Novi Gorici. In poseben izziv mi pravzaprav predstavlja današnje predavanje. Poseben izziv tudi zaradi tega, ker vidim nekaj svojih sodelavcev, s katerimi smo kar veliko skupaj delali. Drugače pa z opisovanjem tega, kar je človek počel približno tako starejši, ki si, daljše je opisovanje. In če je kratko, pomeni mogoče tudi kakšna prednost, da je takrat človek še mlad. Prav zaradi tega, ker sem pa v življenju že marsikaj iz področja znanosti in raziskav in njihove uporabe slišal in ker me v slovenskem prostoru strahovito motijo poenostavljanja na to temo, sem se odločil, da bom danes poskušal povedati, kaj se v Sloveniji dogaja, kaj se po mojem mnenju dogaja prav na področju visokega šolstva in raziskovanja in razvoja, kaj je narobe in kaj bi lahko bilo drugače. Obsežna, zahtevna naloga, kot vidite, in najprej bi rad odgovoril na vprašanje, na katerega imamo vsak svoj odgovor. Kakšna je vloga znanosti in ali je vloga znanosti mogoče v zadnjih nekaj letih dobila kak drug pomen. Trdim, da se je vloga znanosti v zadnjih 10 letih, posebej v zadnjih 10 letih, izjemno močno spremenila. Čeprav so vse osnovne naloge znanosti enake, kot so bile že pri starih Grkih.
V bistvu gre za to, da želimo včasih ali pa primarno iz radovednosti odkriti, kakšne so splošne zakonitosti na planetu, na katerem živimo. Gre torej za ustvarjanje novega znanja, primarno za odkrivanje naravnih zakonitosti in šele sekundarno oziroma posledično za uporabo tega znanja v kakršnekoli namene. Najbolj koristna in primarna uporaba znanja je seveda poučevanje. Da tisto, kar posameznik odkrije, prenese na druge in da čim širši krog ljudi na tem planetu čim več zna. Če sem rekel, da se je v zadnjih 10 letih zgodilo več sprememb kot prej mogoče v 100 letih, moram to pojasniti. Kaj mislim s tem? Osnovna značilnost, osnovna sprememba je, da je zelo težko napovedati, kakšen je vpliv tistega novega znanja, ki ga odkrijemo. Ali je to znanje neposredno uporabno, ali ima samo dobre posledice, ali v resnici samo razlaga naravne zakonitosti, ali lahko ima tudi škodljive posledice. Ali je neka aktivna substanca, ki zdravi bolezen A, zaradi stranskih učinkov na človekovo telo tudi škodljiva, ali je bolj koristna kot škodljiva, je najbolj enostaven primer. Ne govorim o orožju, ne govorim o banalnih stvareh. Govorim o tem, da je posledice nekega novega odkritja vedno bolj komplicirano napovedati. Zakaj? Eden od velikih razlogov, ki jih bom poskušal majhen kasneje še razložiti, je strahovita specializacija. Izjemno stroga specializacija, ki je pripeljala že tako daleč, da se jaz ne znam več, ne morem več pogovarjati s sosedom, kolegom pri sosednji sobi, ki se je specializiral na mojem strokovnem področju, vendar v njegovi specializaciji. Ne razumem več popolnoma dobro, kaj ta človek v resnici počne, ker ne poznam vseh podrobnosti raziskav, ki jih ta opravlja. Seveda pa se ni spremenila naša naloga. Naloga raziskovalca je tudi, da razloži, kaj dela in da zna tiste, ki v državi ali pa v družbi odločajo, opozarjati na efekte, ki se ne bi smeli zgoditi. Da konkretno vprašanje, ali je v Sloveniji koristno na polja prenesti, na primer, gensko spremenjena semena? Odgovor je strahovito kompliciran. Če ga boste gledali izključno skozi oči raziskovalca, ki ve, ki je trdno prepričan, da ne more biti nobenih škodljivih posledic, ker je pač narava v tem primeru zgrajena tako, da sama v bistvu prepreči morebitne odklone v gensko spremenjenem organizmu, je seveda možno in opravičljivo, da rečemo, zakaj pa ne. Če pa po drugi strani ni nobenega ekonomskega razloga, da bi v tem hipu uporabljali gensko spremenjena semena, tudi ni nobenega razloga, da bi to počeli. Potem je bolje, da ohranimo polja nedotaknjena, bolje, da se odločimo, kdaj bomo to počeli samo v poskusih, v laboratoriju, v rastlinjaku, pod nekimi strogo kontroliranimi pogoji, kot čisto raziskava, in kdaj bomo prenesli to stvar v produkcijo. Tukaj bi lahko samo na tem primeru razpravljali zelo dolgo časa in verjetno bi vsak od nas imel hudo težavo, ko bi se moral na koncu opredeliti tako ali drugače. Pa pojdimo naprej. Mene zelo muči vprašanje, zakaj je prišlo v znanosti do tako velike specializacije. Vi se zavedate, da je znanost, da so raziskave postale zelo, zelo drage, strahovito drage. Samo res velike ekonomije si lahko privoščijo to drago investicijo skoraj brez omejitev. Vsi ostali
imamo neke določene omejitve. Te omejitve nam določa ekonomija, v kateri živimo. Kadar nam jih poleg ekonomije, v kateri živimo, določajo še politiki, je pa ta stvar seveda zelo nevarna. In zaradi tega smo dosegli stanje, ko je 95% novega znanja ustvarjenega v bogatih državah. 95%. Torej je prispevek revnega sveta k ustvarjanju novega znanja izjemno majhen. In še huje od tega pa je, da več kot polovico investicij v znanost dajejo privatne multinacionalne družbe. Ne v Sloveniji, ker nimamo praktično niti ene spodobnega velikega sistema, govorimo o svetovnih razmerah, nekateri celo trdijo, da je že 2/3 sredstev za raziskave iz velikih multinacionalnih družb. Kakšne posledice pa bi lahko to imelo? Privatne družbe niso zainteresirane za globalna vprašanja. Privatne družbe imajo svoj gospodarski sistem, v katerem se pač ukvarjajo s tistimi stvarmi, ki jim prinašajo dobiček. Stvar je v tem primeru popolnoma jasna. In zaradi tega se je zgodilo v zadnjih 10 letih, da je prišlo do zelo neenakomernega financiranja raziskav. Kaj je ta neenakomernost financiranja raziskav po vedah prinesla, se žal najbolj vidi pri družbenih vedah, na področju humanistike in družbenih ved. Raziskave na področju humanistike in družbenih ved, ki so financirane strani multinacionalk, so pretežno usmerjene v negiranje trga. Pa ste rekli, hej, kaj pa govorite, se tržna ekonomija je ja zakon, a ne? Vendar pogledajte, bistvo tržne ekonomije je, da potrošnik kupi najboljši izdelek za primerno ceno. Tisti, ki je pripravljen, sposoben najboljši izdelek za primerno ceno, kar pomeni nižjo ceno narediti, naj bi bil na trgu najuspešnejši. A je to res? A res kupujete izdelke na price performance? Sploh ni res. Zaradi tega, ker je s pomočjo pranja možgan, s pomočjo reklam, s pomočjo televizije prišlo do tega, da tržna ekonomija ne deluje po principu price performance, to se pravi najboljša cena za najboljše lastnosti, ampak deluje po principu najbolje opranih možgan, je trg negiran. V resnici torej multinacionalke vlagajo v razvoj družbenih znanosti tako, da negirajo trg. To je, če začnemo razpravljati o tem naprej, so lahko posledice takšnega pristopa strahovite. Kajti zelo preprosto je enkrat oprati možgane za pralni prašek, enkrat za telefon, enkrat pa za najboljšega predsednika. Ali najboljšo stranko. In tukaj je demokracija kot sistem prvič prišla pred veliko vprašanje. Ali je res, da je še demokracija tisti način izbire družbenega delovanja, ki je najbolj pošten? Ali je odnos do tega, kdo je lastnik in kaj je lastnina, v resnici popolnoma korekten, ali je v resnici naš odnos do lastnine še upravičen, ali so socialne razlike, ki jih imamo, tisto gonilo, ki peljejo svet v pravo smer. Če je na tem razpotju vsemu glavno gibalo dobiček, potem se svetu zelo slabo piše. Zakaj? Kajti, kadar je glavno gibalo tudi raziskovanju dobiček, naletimo na vrsto težav. Prva težava je, da znanje ni več javna dobrina. Zakaj trdim, da znanje ni več javna dobrina? Kaj, če hočem biti konkurenčen na trgu, potem moram imeti znanje, ki ga druga vrtka nima. Torej nisem več za to, da vsi, kar odkrijemo, vse vedo,
ampak je zelo dobro, da sem edini, ki ve jaz. Torej je zelo umestno, da dam v predal, globoko zaklenjen predal svoje znanje in ga tržim toliko časa, dokler drugi ne pridejo do tega istega znanja. V takšnem primeru se niti ni več treba, da bi se znanje uporabilo za to, da naredite puško, orožje. Znanje postane samo po sebi orožje. Pa ne zdaj čisto dobesedno, ampak prav gotovo pa postane zelo velika prednost na trgu. To se pravi, znanje ni več javna dobrina, ker prevlada konkurenčnost med tistimi, ki v znanje vlagajo. Ampak zadeva je še hujša. Če imam jaz denar, potem lahko kupim na svetovnem trgu najboljše ljudi, tiste, ki imajo največ sposobnosti, da zelo hitro pridejo do določenega znanja. Poenostavljeno temu rečemo ljudi z visokim IQ-jem, z visokim inteligenčnim kvocientom, tudi seveda z drugimi spretnostmi. To pomeni, da iz revnega sveta najpametnejši del generacije odhaja v bogatejši del. In danes imamo v svetu popolnoma jasen pretok pametnih ljudi na relaciji vzhod-zahod in jug-sever. Ti dve poti sta enosmerni poti in sta problem celo za razvite ekonomije, kot je Nemčija, Francija in tako naprej, ker zelo pametni ljudje odhajajo na zahod v Ameriko, ampak za njih ni problem, ker to izgubo, bom rekel, znatnega dela inteligenčnega potencijala dobijo s pritokom iz Slovenije, Turčije, če je treba Kitajske in tako naprej. Zato je v Sloveniji prvi problem, ki ga bom zdaj povedal na visokem šolstvu, da nimamo internacionalizacije. Mi k sreči, ker smo Slovenci ali pa ste študentje, še zmeri relativno slabo gibljivi, ohranjamo naš inteligenčni potencial še kar. Slovenija še ni soočena z velikim begom možganov. Je soočena s prevelikim, ampak ne pa s katastrofalnim. Če bi se to zgodilo, bi bili pa v velikih težavah, ker mi dotoka ljudi v Slovenijo nimamo dovolj velikega. Tukaj je seveda vaša univerza izjema, to je treba vašemu rektorju priznati. Vi ste med vsemi slovenskimi univerzami tisti, ki imate, gledano na število študentov, največji delež tujih študentov v Sloveniji. In iskrene čestitke za to. To je prava pot. Seveda je odliv možganov velik problem za tiste, ki so res revni. Tam se pa lahko zgodijo katastrofalne posledice. Pa še nekaj moram povedati. Če je konkurenčnost tista, ki je gibalo osnovno, potem seveda tvrdka, kompanija, zahteva rezultate dela, ki ga naroči izven tvrdke takoj. Okno za to, da vi date nek izdelek na trg, je odprto vedno krajši čas. Danes si ne morete več privoščiti, da dobite dobro idejo in jo razvijate 5 let in jo začnete tržiti. Dobra ideja mora biti realizirana v čim krajšem času. Kdaj je to mogoče? Kadar lahko okrog sebe naberete strokovnjake, ki imajo praktično največ znanja za tisto ozko določeno področje, ki za en izdelek velja. Torej, če ste velika multinacionalka, pa je vse, a danes delate škorne, pa jutri telefone, lahko kupite najboljše ljudi, kupite, ne najamete, kupite z njihovimi mrežami, z networkom, z vsem, in ti ljudje morajo dati rezultat v čim krajšem roku. Kaj to pomeni? To pomeni, da kupujete specializirane ljudi. In da mora vsak od nas, ki se hoče res dobro in kvalitetno prodati, biti visoko specializiran. In to pripelje do hude fragmentacije in to pripelje do tega, da je komunikacija med posameznimi disciplinami vedno težja. Vedno težja. In v takem primeru, če gremo še en korak naprej, postane znanost nerazumljiva in ljudje se je pričnejo počasi bati. Mi smo že dosegli stopnjo, ko nam
naši kolegi, naše mame, naše tete ne verjamejo več, da je vse, kar počnemo, pošteno. Nasprotno, zelo pogosto me vprašajo, hej ti, fant, pa ti res veš, kaj vse na tvoji univerzi delajo, kaj pa, če ni kaj takega, ki bo ena žival prišla iz podivjana, gensko spremenjena in ne vem kaj vse še. Iz tistih preprostih bojazni se razvijajo zelo velike bojazni in danes znanstvenik, strokovnjak ni več nekdo, ki se mu zaupa. Nismo več taki, mi moramo zaupanje pridobiti, mi moramo zaupanja biti vredni in šele takrat lahko potem ljudem spet počasi razlagamo, kje smo. Pa boste rekli, ja, kaj pa je druga možnost? Jaz mislim, da je ena od zelo pomembnih stvari, da gremo nazaj na holistično znanost, na celovito znanost. Da začnemo se zavedati, kako pomembno je sodelovanje med družboslovjem, inženirstvom, temeljnimi znanosti in da bomo morali nekatere stvari raziskovalci znati skupaj dogovoriti. In tega res praktično v svetovnem prostoru ta hip ni. Pa bom najprej poskušal utemeljiti, zakaj. Kadar je osnovno gibalo za razvoj celovit pogled na problem, je seveda ne more biti motiv profit. Ne more biti. Kajti v takšnem primeru je dovoljeno, da nekaj delamo v dobro planeta, v dobro ljudi in da so dovoljena razmišljanja, ki v nekem, bom rekel, strogem neoliberalnem sistemu enostavno niso dovoljena. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se odgovornost spremeni, kadar vodstvo firme ni odgovorno samo za profit, ampak je odgovorno tudi za okolje, v katerem dela, je odgovorno za delavce, s katerimi dela in je seveda odgovorno tudi za dolgoročni razvoj družbe, katere del je. Univerza je vedno samo del sistema. Univerza nikoli ni sama sebi dovolj. Nikoli. In enako velja za vsako tovarno, enako velja za vsak del sistema, vsi smo samo deli sistema. Sistem lahko torej deluje skupaj, kadar imamo nek holistični razvoj, kadar imamo neko holistično dimenzijo. Seveda pa moramo takrat razumeti osnovne zakonitosti v naravi in družbi. Ni dovolj, da razumemo samo naravne zakonitosti. Kakšne so zakonitosti v družbi? Vsak od vas tukaj v tem prostoru veliko več ve o naravnih zakonitostih. Kje je družba danes? Kaj je prav in kaj je narobe? Ali je res potrebno in mogoče stanje, kot ga imamo danes v naši državi? Ko smo, če preberete naše časnike in če gledate našo televizijo, vsi pokvarjeni, vsi krademo, vsi lažemo, vsi kopiramo, noben od nas ni pošten, zato da nekaj ljudi lahko dela tisto, kar nam pripiše vsem. Jaz tega ne verjamem in nikoli ne bom verjel. Jaz verjamem, da smo Slovenci pošten narod, da smo delovni narod, da smo uspešen narod in da smo mogoče samo preveč bojazljivi, da bi tistim, ki počenjajo napačne stvari, to jasno in glasno povedali. In tukaj drugega izhoda ni. Mi bomo pač morali nekatere stvari znati postaviti in se o nekaterih stvarih pogovoriti. Jaz ne pristanem na to, da sem jaz ali pa moja družina ali pa kaj izgubil katerokoli vrednoto. Trdim nasprotno, da smo mi v naši družini, v moji delovni skupini, pa tudi na Univerzi v Ljubljani celoti, da smo nove, dobre vrednote pridobili, ne pa izgubili. In če grem še naprej, seveda posledično potem popolnoma jasno, da moramo iti v sodelovanje. Tega nam ta hip manjka. Eden največjih problemov Slovenije je fragmentacija. Vse stvari smo spravili na neke majhne enote, ne delujemo več skupno in nimamo skupnega cilja.
In to je seveda problem, ki ga bom na koncu v 5 minutah poskušal še odgovoriti. Seveda pa so vse te stvari usmerjene dolgoročno. Potreben je sistem vrednot, ki ga pa lahko dobimo samo, če te vrednote vzgajamo. In zato je treba nehati govoriti o slabih stvareh in je treba začeti govoriti o dobrih stvareh. In je treba postaviti si prave cilje. In takrat bo veljalo tudi, da smo del znanosti, ki deluje v dobro ljudi. In jaz bi rad bil tak del znanosti in sem bil trdno prepričan, ko sem bil mlad študent, da hočem biti raziskovalec, da hočem biti znanstvenik, zato, da bom delal v dobro ljudi. In to je bilo gibalo. Vprašate se, super, v redu, kaj se pa res da narediti, a lahko kaj naredimo? Jaz trdim, da bi morali nekaj raziskav financirati ločeno od opredelitve tematike raziskovanja. Natančno, kaj hočem povedati. Da se reče Univerza v Novi Gorici. Damo vam na razpolago 500 000 evrov in lahko s temi 500 000 evri delate, raziskujete, kar vi mislite, da je prav. Ne bomo vam mi povedali, ni treba napisati predloga. Vi ste s svojimi rezultati dokazali, da ste dobri raziskovalci in vam prepustimo, da boste s tem denarjem sami poiskali najboljše, kar lahko v tem prostoru naredite. Seveda boste o tem poročali, seveda boste morali objaviti članke, seveda bomo pregledali, kaj ste s tem delom naredili, ampak vi ste tisti, ki boste to povedali. To pomeni, da potrebujemo, se opravičujem, da potrebujemo vsaj nekaj popolnoma avtonomnih raziskovalnih ustanov. Jaz ne vem, koliko v Sloveniji. Tudi ne poznam primera na svetu, da bi bilo to popolnoma sistemsko rešeno. Ampak bo potrebno. Posebej na področju družbenih dejavnosti, kjer se zelo hitro vpleta in industrija in politika, vsaka s svojimi interesi, ki so včasih enaka, včasih pa nasprotna. In zato vas sprašujem, ali imate vi mogoče kakšno idejo za financiranje, ali mislite, da je možna nova pogodba med znanostjo in družbo. Jaz trdim, da se je stara pogodba v visoki meri izpela. Zakaj? Ker je prišla v kupoprodajni odnos. Na nek način država hoče od nas kupovati znanje. Ne gre. Ne gre. Ni mogoče. Mi lahko ustvarimo razmere, v katerih se da najbolj znanje kreirati. Ne morete ga pa kupiti. Ne morete kupiti patenta. Ne morete kupiti članka. Tudi če se ARRS dela, da lahko preko nekih pik kupuje članke in kupuje znanstvenike, je to na dolge proge sigurno zgrešen projekt in ne bo dal dobrih rezultatov. To zdajle podpišem in to ves čas trdim. Enako seveda tudi vaš rektor. No, vidite, tako recimo se zdaj pokažejo 3 špirale. Ne? Ena špirala je država, rdeča, druga špirala je raziskovalno-razvojni sektor in to je gospodarstvo. Ja, in šele v pogojih, kjer nastanejo taki krogi, ne, v teh krogih je največja možnost, da nek prenos znanja postane v relativno kratkem času uspešen, takrat se seveda zgodi prenos znanja, ki ni bil naprej napovedljiv. Taki res dobri prenosi znanja se v resnici zgodijo takrat, kadar sistem, v katerem nastaja, omogoča, da taki krogi nastajajo in potem do teh prenosov znanja pride lahko tudi samo od sebe. Ampak, če sem rekel, da je v Sloveniji prevelik problem fragmentacija, da smo zdaj vse zelo razdrobljeno, velja enako tudi za slovenske univerze, za slovenski visokošolski in raziskovalni prostor. Zato sem vzel za model univerzitetni sistem, ki ga vsi zelo dobro poznate, University of California, ampak v Ameriki ima praktično vsaka zvezna država tak sistem. Imate University of North Carolina, imate University of Wisconsin in tako naprej. V vsaki od teh držav nastaja tak univerzitetni sistem in recimo University of California vključuje 10 univerz, nekaj jih poznate, UCLA, UCLA, Los Angeles, UCSB, University of California, Santa Barbara. Kalifornijska univerza vključuje 10-11 samostojnih univerz.
2 velika nacionalna laboratorija, Argonne National in Berkeley, 2 velika klinična centra, Stanford in še enega. In v takem primeru, če bi imeli univerzo v Sloveniji, bi potem seveda naše univerze ne imela naziva UCLA, ampak kaj se jim lahko bi bila USUL ali pa karkoli, ne, skratka, kaj si predstavljam potem, kaj je univerzitetni sistem? To je mreža, ki je sestavljena iz univerz in pridruženih inštitucij, samostojnih univerz. Vsaka od univerz, ki deluje v tej mreži, ostane samostojna, avtonomna univerza. In vsaka od teh univerz pripada lahko določenem geografskem področju te države, bodisi Kalifornije ali pa Slovenije. In oznake so take, da ima sistem običajno neko skupno komponento imena in dodatek, ki je specifičen za vsako članico. Kaj pa deluje, kako pa deluje tak sistem? Nekatere funkcije se v teh 10 ali pa univerz ali pa 4 v Sloveniji se dogovorijo, da jih univerze delajo skupno. Naprimer, ustanovitev nove fakultete je stvar vseh univerz, ki so v skupnosti. In če reče univerza v Novi Gorici, mi potrebujemo novo fakulteto, se potem zmenijo, da v tem prostoru je super, imate študente, če rabite tudi profesorje, vam bomo pomagali, ampak potem, če jo damo vam, mi drugi te fakultete v Sloveniji ne bomo ustanavljali, dokler se ne bo pokazala potreba. Recimo, mi imamo v Ljubljani Akademijo za glasbo, ki je edina. Pa se pokaže, da je v slovenskem prostoru potrebno vzgojiti več glasbenikov in potem se mirno skupaj opredelimo, kje bi bil druga akademija za glasbo v tem prostoru najboljša. In tako naprej. Seveda, ta sistem mora postati neposreden proračunski uporabnik. To pomeni, da sistem za svoj proračun se sam bori, ne preko ministrstva, ampak se sistem pogaja z vlado in državnim zborom za financiranje. Kar pomeni, da se izognemo enemu koraku, ki zdaj se deluje včasih dobro, včasih pa ne. In če gremo še naprej, če pogledamo, recimo jaz vam prej rekel, zakaj je Kalifornijska univerza, ima, celo 5 medicinskih centrov, to kampusi so Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, San Francisco, Santa Barbara, Santa Cruz in ima 2 velika nacionalna laboratorija. Univerze od tega sistema ne smemo zamenjati z multikampus univerzo. Taka multikampus univerza je naprimer v državi Sao Paulo v Braziliji, kjer je ena univerza, Paulista, ki ima kampuse okrog po vsej državi Sao Paulo. To je v resnici ena univerza z več kampusi regionalno razpodeljenimi. Kadar pa imamo sistem, je pa ta, kot sem že rekel, značilno za njega, da je vsaka članica, recimo v univerzitetnem, javna, neprofitna, ni pa to nujno. Jaz trdim, da bi univerza v Sloveniji bila sestavljena iz 3 javnih univerz. Jaz sem si dovolil nekaj kritic. USUL je University of Slovenia, University in Ljubljana v angleški. USUNG je vaša univerza. 4 javnih raziskovalnih zavodov, Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in znanstveno-raziskovalni center SAZU in 2 univerzitetnih kliničnih centrov, Ljubljanskega in Mariborskega. Ne verjamem, da je to možno narediti v zelo kratkem času. Je pa seveda mogoče in trdno sem prepričan, da bi v takem organiziranem velikem sistemu imeli nekaj velikih prednosti. Prva prednost bi bila ta, da bi znatno lažje nastopali za velike evropske projekte. Zaradi tega, ker posamezne raziskovalne skupine na naših univerzah, na inštitutih imajo redko kdaj kritično maso. Dovolj velike raziskovalne skupine s kritično maso so praktično v Sloveniji izključno na Inštitutu Jožef Štefan.
nikjer drugi. Če pa bi v takšnem univerzitetnem sistemu lahko naredili večji projekt, bi tudi lahko naredili skupine z dovolj veliko kritično maso, kar bi nam omogočalo, da dobimo kak ERC projekt, ki imamo zdaj enega samega. In to prav na tem inštitutu Jožef Štefan, kjer ima Dragan Mihajlović dovolj veliko skupino, da je izpolnil pogoje, ki jih Evropski raziskovalni svet postavlja kot kriterij za advanced, za te napredne raziskovalne projekte. To je prva stvar, ki ponuja kvaliteto. Druga stvar, da ne bi po nepotrebnem onemogočali notranjo mobilnost med našimi univerzami. V tem trenutku je mobilnost ne samo med slovenskimi univerzami, ampak celo znotraj univerze v Ljubljani slabša, kot je mednarodna mobilnost. Jaz težje prepričam študente, da mi grejo iz ene fakultete na drugo, kot da grejo za 3 mesece v Nemčijo ali pa v Francijo ali pa v Španijo ali pa kam. Ta notranja mobilnost znotraj naših univerz, da bi Univerza v Novi Gorici pa Univerza v Ljubljani nekaj večjega skupaj naredila, je v tem trenutku izjemno težko. Mogoče smo tudi mi krivi, da smo tudi mi vrtičkarji, da se nas je malo tista ideja, da stara avstrijska Kleina Bermein, mejhno, ampak moje, prijela in da je treba tudi tukaj mogoče vedeti, da je kak plod, ki je preveč. In tretja stvar, ki mislim, da bi jo naredili, je preprečili bi lahko do določene meje notranjo vzgojo in briling. Mi bi lahko v takem sistemu zahtevali, da profesor gre iz ene univerze na drugo, kadar je potrebno, da ne more cele karijere narediti pri enem profesorju, začeti kot asistent in končati kot redni profesor, ampak lahko zahteva, da mora kako stvar tudi odslužiti kdaj kje druge, v kakšnem drugem delu sistema, kar je popolnoma običajno, recimo za večje sisteme, za takega majhnega, kot je naš, je pa to skoraj nemogoče. In nazadnje, pa ne najmanj pomembno, mogoče celo najbolj pomembno, ker bi skupaj nastopali v bitki za proračun, bi se velika stopnja nerazumevanja, ki je ta hip prisotna, velika stopnja, bom rekel, bitke za isti denar iz iste vreče, bi se lahko zreducirala na to, da bi vsi skupaj bolj podpirali kvaliteto, kot pa da bi v imenu socialnega miru, a ne bolj skrbeli za to, da ohranimo tiste položaje, ki smo jih pridobili. In to je seveda, to pa je slovenska, bom rekel, slaba točka, najtežje je spremeniti pridobljene pravice. Tudi če vsi vemo, da niso optimalne, jih bomo zelo težko spremenjali. Jaz sem 45 minut govoril, toliko sem tudi obljubil, da bom govoril in s tem nočem reči, da bom nehal, ampak odnaprej bo vodil razpravo kolega Zavrtanik in jaz se vam pa zahvaljujem za prijazno poslušanje. Ja, lahko. Hvala lepa za zanimive misli in koncizno predavanje. Predlagam, da se malo oddahneš in da preden začnemo z vprašanji. Saj sem profesor, 3/4 ure, ena šolska ura. Mogoče eno bolj osebno, ta tvoj odhod iz akademske sfere v politične, takrat, ko si 3 leta bil državni sekretar, pa me zanima, je povratek težek? Oboje je težko. Iti in težko je nazaj priti. Jaz sem ves čas, ko sem deloval po različnih, bom rekel, odborih, kjerkoli v Bruslju ali pa doma, sem neprestano uporabljal eno besedo, ko sem rekel, vam politikom očitam to pa to pa to. In naenkrat sem postal politik. In tisti tradicionalni izgovor, ki sem ga imel, da politiki nič ne naredijo, je naenkrat mi se vrnil kot bumerang. Zdaj sem bil pa jaz politik, da konec koncev sem bil državni sekretar za visoko šolstvo in sem se neprestano sprašal, kaj bom pa jaz zdaj naredil, ker sem politik. In zelo hitro sem ugotovil, da ne bom naredil nič. Zato je bilo zelo težko. To je bila pravzaprav najtežja ugotovitev, ker sem preprosto
moral spoznati enostavno dejstvo, da pomembne odločitve, res dobri rezultati niso vezani na mandat enega človeka. Ampak da mora biti stvar nekega dogovora, nekega konsenza, da je potreben dogovor ne samo na strani politike, ampak tudi na strani tistih, ki potem to politiko izvajajo, in naenkrat sem ugotovil, da ta prostor, slovenski politični prostor, ne deluje na tak način. To je bilo strahovito težko spoznanje in potem sem se pač odločil, da bom deloval pragmatično in da bom poskušal znotraj možnosti, ki sem jih imel, delovati čim bolj pošteno, in k sreči se je čez 3 leta vlada menjala in prišel sem nazaj. Pa tudi to ni bilo enostavno. Kakorkoli sem obrnil, sem 3 leta hodil v laboratorij sam zvečer, moji doktorandi in fantje in dekleta, ki so delali z mano, so naenkrat vsi več znali kot jaz. Ko sem se poskušal z njimi pogovarjati, sem glih komi še kaj zastopil, kaj govorijo, ne, in prej, preden sem se naučil spet z njimi pogovarjati, sem 2 leti kar kri pluval, moram po domače povedati, ne, in zato je bil tudi ta povratek izjemno težek in sem neskončno vesel, da mi je uspel. Ker videl sem pa tiste svoje prijatelje in kolege, ki so popolnoma pozabili, da je znanost nekaj, kar se ne dela pol ure na dan, ampak da zahteva celega človeka, ne, in so potem lahko ostali samo še politiki. Če bi se mi pa to zgodilo, potem prvič me danes ne bi bilo tukaj, ne? Kar bi bilo po svoje škoda, ker se mi zdi prijetna družba, ne? In drugič, prav gotovo bi bil za znanost izgubljen, nekoristen, in če bi ostal v znanosti, bi po nemarnem trošil denar. Komentar. Omenjal si beg možganov. In tukaj smo majhne države, majhno okolje v malo drugačni situaciji kot veliki. Veliki prvič si lahko privoščijo, da, kot si omenil, kupujejo možgane. Ta mali teh možnosti nimamo. Zdaj nekateri verjamejo, da se da majhno okolje zapreti. Ampak moje mnenje je, da je ravno obratno. Majhno okolje, manjše okolje kot si, bolj moraš biti odprt. Seveda, kar pa pomeni to, kar si omenil, ne, da če nimaš pritoka, se zgodi lahko katastrofa, ker izgubiš najboljše kadre, jih pa ne pridobiš, jih ne nadomestiš. In me zanima tudi tvoje mnenje, ne, tukaj je Slovenija slaba, ne, na tem področju. Zelo slaba. Tu smo po mojem v visokošolskem prostoru najšibkejši na tem področju. Tisti, ki je verjel, da se da državo zapreti, in je to tudi zelo uspešno naredil, je bil Enver Hoxha. In v Albaniji ste videli, kaj se zgodi, če se država zapre, ne, potem se praktično življenje ustavi. Vse ljudje ne umirajo, ne, ampak če hočeš postati spet razviti svet, si izgubil 20-30 let in teh 20-30 let nihče ne vrne nikoli, ne, in ostane stvar zelo dolga. To pomeni, moraš biti odprt. In potem imaš pa take nevarnosti, kot se je na primer zgodila v Srbiji, ki je kljub temu, da je bila v bivši Jugoslaviji raziskovalno zelo razvit del sistem, da so bili raziskovalci v Beogradu izjemno dobri, ne, so praktično v 90-ih letih izgubili kompletno generacijo. Ne samo najboljše ljudi, celo povprečne ljudi, ne, ampak cela mlada generacija je šla in danes, če te generacije ne bodo nikoli več dobili nazaj, nikoli več, in ta luknja v tem sistemu bo ostala zelo dolgo časa in ne vem, kako se bo zapolnila. Zato se jaz zelo bojim, da bi v Sloveniji nastale take razmere, da bi mladi ljudje po diplomi, po doktoratu ne dobili službe, da bi predolgo časa službo iskali in da bi zaradi tega se odločili, da bodo šli raje iskati možnosti drugam. Bojim se pa zaradi tega, ker imajo mladi ljudje v Sloveniji dobro izobrazbo. In ko grejo v svet, so zelo hitro med uspešnejšimi v dobrih skupinah, dobijo dobra delovna mesta
in izjemno ugodne ponudbe, ki so daleč boljše od tistih, ki jim jih lahko mi ponudimo, če bi želeli priti nazaj. Zato se ne postavi vprašanje, ali oni želijo priti nazaj. Marsikdo bi prišel, ampak ne more več priti, ker mi ne moremo nuditi pogojev, v katerih se je navadil delati. Zato bi te ljudi izgubili v resnici za predolgo časa in jaz tudi ne vem, kako bi jih nadomestili, ker še tisto malo spodbud, ki smo jih imeli, da smo tujce pridobivali za študij v Ljubljani, je država Slovenija ukinila, štipendije tuji državljani v Sloveniji ne morejo več dobiti. Mi na univerzah nimamo nobenega sklada, da bi doktorande privabili in vi vsi veste, da najboljše tuje univerze doktorandem ne samo, da jim plačajo šolnino, ampak jim plačajo pogoje za bivanje, jih namestijo in temu jaz pravim kupovanje. Najboljše tuje univerze, MIT, Harvard, Yale, Stanford, ETH Zürich, Tehnična univerza München, noben, ki se kvalificira, da pride k njim na študij, tam k njim ne pride brez štipendije. In ta štipendija je v visoki meri tudi vložek države, zato da država pritegne res kvalitetne mlade ljudi. Mi na tem področju nismo naredili do danes nič in mislim, da se je treba čim prej zbuditi in nekaj tukaj narediti. Bo pa to potegnilo za sabo še en problem, ki se mu oba z rektorjem izogibava, to je poučevanje v angleščini, ki ga trenutno slovenska zakonodaja ne stimulira, ampak ga celo onemogoča in na tem segmentu se bomo morali nekaj dogovoriti. Če hočemo državo odpreti, bo eden od pogojev za odprtje tudi poučevanje vsej nekaterih stvari v angleščini. Tukaj jaz sem pripravljen slavnostno podpisati, da bom skrbel za slovenski jezik, ampak skrbel bom tudi na tak način, da bo del pouka na Univerzi v Ljubljani v angleščini. To jemljem kot skrb za slovenščino. Mogoče še eno vprašanje oziroma bolj prošnja za mnenje. Naš častni doktor Romano Prodi, ko sem ga pred par leti srečal v Bologni, da smo imeli eno tako krajšo razpravo o vlogi univerze v modernem svetu, mi je rekel, ko smo bili mi mladi, je bila univerza upanje. Če si uspel priti na univerzo, če si se uspel dobro izobraziti, je bilo to garancija, da bo svoje življenje boljše preživel. Pravi, danes so univerze ta sijaj, to upanje izgubile. Večina mladih se vpiše na masovne univerze, dobi neko diplomo in papir in potem kar precejšen procent teh mladih ljudi ostane brez službe, brez prve službe in je pravzaprav univerza iz tistega, kar je bila prej, neko upanje za boljše življenje, postala razočaranje teh mladih ljudi. In za starše. In za starše. A bi se najbrž s tako oceno strinjal, ne? Da. Jaz moram seveda povedati, da si odprl ti in Prodi eno zelo težko vprašanje, s katerim se pri nas na pedagoški fakulteti, na filozofski fakulteti veliko ukvarjamo, to je nasploh vzgoja mladih ljudi. In ena od stvari, ki jih je prinesla permisivna vzgoja, kjer starši sprejemamo odgovornost namesto otrok, je pripeljala do tega, da mi starši mislimo, da otroka obvarujemo, če namesto njega prevzemamo odgovornost. In gremo reševati njegove probleme v šolo, na policijo, kamor kjerkoli pač nastanejo, ampak v resnici naredimo nekaj popolnoma drugega. Vzgojimo sicer spodobne državljane, ki pa se ne zavedajo, da morajo biti tudi odgovorni, da morajo sami sprejemati odgovornosti za lastna dejanja in da morajo sami se zavedati, da so se nekatere stvari končale. In potem pridemo do tega, da je treba sinu, ko je star 35 let, naročiti, da gre od doma, ker nima odgovornosti, da bi sam to naredil.
in tako naprej. In tukaj je cela vrsta stvari, ki jih bomo morali pač na nek način razmisliti, in jaz trdim, pa mogoče mi bo kdo od mladih zameril, ne, ampak jaz mislim, da na koncu smo tudi mi težko stopali v življenje, ne, in da je bila bistvena razlika v tem, da vsaj jaz za sebe vem, da sem se počutil veliko bolj odgovornega in da ko sem diplomiral, da sem vedel, da je vseh vezi z družino konc in da moram skrbeti sam zase in da kvečem, če bo treba še kaj, da bom mami pa sestri pa komu jaz pomagal, ne pa da bi od njih še karkoli pričakoval. Danes me kličejo gospe in pravijo, veste kaj, moji hčeri se je zgodilo pa to pa to. Pa pravim, ja, prostite, ampak veste, jaz sem rektor, jaz ne vem, na kateri fakulteti je vaša punca. Pa pravijo, ne, to pa ta vaša univerza, pa ti profesori, pa ne znajo nič, pa tako naprej. Pa pravim, prostite, gospa, koliko pa je stara vaša hčerka? Pa prav, zakaj pa je to važno? Prav, zanima me, koliko je stara. Pa prav, ja, 25 let. Jaz nekaj, pa naj pa hčerka pride, se polnoletna, kaj se bom jaz z mamo pogovarjal? Potem pa slišim vse mogoče, ne, kako nič ne razumem, da morajo mame stvari reševati. 25 let stara gospa, mora mama njena pri rektorju univerze urejati to, da je na izpitu padla. To se pravi, da je tudi še kje druge kak vzroka, ne. Dobro, to je bila bolj anekdota. Da ne bova samo midva govorila, prosim publiko za komentarje, vprašanja, skratka karkoli, izvolite. Izvolite. Gospoda profesorja, jaz sem očitno najbolj stil, malo nenavodno se počutim. Pa vas bom spomnil, da je koncept Univerze Slovenije, koncept združenega dela. Začel sem delati v združenem podjetju, kjer je bilo združeno nekaj proizvodne, nekaj raziskovanja, nekaj prodaje in servisiranja. Ta koncept se je razvijal in potem je kratko malo degeneriral in so ga kasneje odvrgli, recimo leta 1991. Ali so tiste kalifornijske univerze starejše kot koncept združenega dela? Potem o vseživljenjskem učenju. Ali znanje v glavi zastari? Ali je zastarelo tudi ljudem, ki so bili zadnja leta v vladi? Doktorju za izobraževanje in kaj vem kaj, tehnologijo in doktorju za finance in varčevanje, ne? Ali se lahko znanstveni naslovi odvzamejo? Da. Da? Da. No, kdo bo to napravil, kdaj? Če grem po vrsti, lejte, najprej koncept združenega dela. Težko me boste prepričali, da imajo Američani, da so imeli kdajkoli koncept združenega dela. Sistem, ki sem ga jaz ponudil, je sistem ameriških zveznih držav in v ameriških zveznih državah, vsaj do zdaj, za samoupravljanje pa za združeno delo še nikoli niso slišali in ga nikoli niso sprejeli. Torej, če vas spominja na neko Kardeljevo teorijo, ne skrbite, ker ta sistem dokazano dobro deluje v Združenih državah Amerike in nima z Edijem nič. Druga stvar je pa, kar se tiče pa odvzema doktorskega naziva, je možno, možnosti so v statutu Univerze v Ljubljani in v vsakem statutu univerze natančno določene, kadar gre za neke oblike goljufije, kar podobnega, ne, je to mogoče, da bi pa zaradi nedelavnosti kdo izgubil doktorat, pa še nisem slišal. Čeprav mogoče tudi ne bi bilo odveč. Pa še en stavek, ne, če dovolite, vseživljenjsko učenje. Žal mi je, da nisem o tem več govoril in trdim, da sem se jaz učil
za poklic in da sem pričakoval, da bom v življenju zamenjal nekaj služb. Trdim, da bodo naši vnuki se učili za en poklic, ki ga bodo v življenju nekajkrat zamenjali. Poklic zamenjali. Zato se bo bistveno spremenila tudi vloga učenja na univerzi, ker bodo morali naši vnuki zelo hitro menjati poklice in bodo z vseživljenjskim učenjem morali biti usposobljeni, da poklic zamenjajo. Tukaj je tudi še na področju univerze veliko stvari za narediti in vam dam prav, trenutno se univerza s tem še premalo ukvarja, ker smo preveč zaposleni z bolonjsko reformo na prvi in na drugi stopnji. Pa ni prav, da tako delamo. To sprejmem to kritiko. Še kakšno vprašanje? Raz. Dobro, če ni, potem se bi profesor Pejovniku še enkrat najlepše zahvalil, da je sprejel naše povabilo, da je z nami delil svoje zanimive misli in za res kot običajno zelo koncizno predavanje. Hvala lepa. Hvala vam.